Lep dober večer. Me veseli, da se ponovno srečamo. Za uvod pa mogoče nekaj bolj sodobnega. Čeprav smo v turških časih, ampak vse je, ali pa osmanskih bolj rečeno. Kadarkoli prižgem televizijo, naletim na kuharje, ki pripravljajo različne jedi. Jedi za vse okuse in za vse priložnosti. In pravim si, zakaj ne bi tudi v predavanje vnesli nekoliko kulinarike. Gremo na čevapčiče. Beseda čevapčiči je v bistvu manjšalnica od čevap. Slednja pa ima isti izvor kot beseda kebab. To za en tak uvod. Ampak vsebina je pa v tem, da je po legendi sultan Fatih, bolj znan kot Mehmed II. Osvajalec, med zasedanjem bosanskega ozemlja zahteval, naj mu prinesejo neko hitro malico. Nekaj, kar je mogoče hitro speči in še hitreje pojesti. Prinesli so mu somum. To je nekaj podobnega, kot je lepinja, je majhen večji in bolj zračen, z večjimi luknjami, bi rekel, mehurčki, tako ne, ja. In sem takrat pomislil, da je to nemogoče, da bi sultan jedel samo somun. Skoraj sem prepričan, da se je poleg somuna privoščil tudi čevapčiče. Malo nagajivo sprašujem našega predavatelja, profesorja Miloša Klemenova Horčiča, ali je možno, da je ta skromna malica lahko vplivala tudi na sultanovo odločitev, s katero je katoliškim redovom v malo pred tem osvojeni Bosni, to je bilo leta 1463, zagotovil popolno versko svobodo in zaščito. Sam sem sicer v dvomu o vplivu čevapčičev na to odločitev, pomislim pa tudi, da je sit človek vedno bolj spravljiv in manj agresiven. To je to. Pa dober tek vsem, ko bo prilika za čevapčiče. Izvoli. Hvala lepa, hvala lepa. Hvala Bogu, da sem malo prej nekaj pojedel, ker če ne bi že začeli se sline cediti. Ja, vsekakor. Turška hrana je zelo v redu, marsikaj, a ne, se človek navadi, ko potuje po Turčiji. Jaz potnikom, ki gredo z mano, večkrat itak povem, da vsi znamo turško in kar se hrane tiče, a ne, kebab, ampak tisto, kar pa še bolj znamo povedati, je pa turška juha, čorba. In to si hitro vsi zapomnijo in potem so 6 dni na juhi ponavadi. Čeprav že so se Turki lepo angleško naučili. Danes bomo o malo bolj resnih stvareh govorili. Zasedli bomo Konstantinopel, zgodbo bomo pa začeli z sultanom Muratom II., plemenitim Muratom II. Gre za vladarja, ki je nasledil svojega očeta, zadnjič smo omenjali Mehmeda I. Murat II. Je v senci svojega sina. In lahko rečemo na nek način upravičeno. Namreč Mehmed II. Je, se razume, izjemna figura, ne, ampak tudi njegov oče ni bil kar tako. Z vidika neke morale iz tistega časa ni bil ravno najbolj, bomo rekli, tak pobožen musliman. Zelo rad je imel ženske, kar ni bilo nič narobe. Zelo rad je imel rože, kar tudi ni bilo narobe. Zelo rad je pa tudi v kozarček pogledal, kar pa seveda ni bilo čisto tako, ampak Muratu je bilo čisto vseeno. Bomo rekli, po domače povedano, mu je bilo vseeno za vse, kar se je okrog njega dogajalo, razen za državo. In če so ga kritizirali, kar so ga, jim je rekel, kar
pejte nekam, a ne, in kot vidite, leta 1944 je enostavno odstopil, rekel, dosti vas imam. Potem so ga pa lepo prosili in je 46 nazaj prišel. Torej, nekako je bil človek, ki je bil zelo svobodomiseln, o tem bomo govorili, odličen vladar, velik vojskovodja, predvsem pa tisti, ki je na nek način postavil temelje, da je potem njegov sin dosegel to, kar pravzaprav je dosegel, zasedbo Konstantinopla. Poglejte, tako kot mnogi princi pred njim in pa za njim, je mladost preživel v tem kraju. To je Amasija, če boste gledali zemljevid današnje Turčije, leži malo južno od obale Črnega morja, nekje na sredini, tam nad Ankaro gor. Zelo lepo, zelo staro mesto, tile grobovi, to so grobovi še pontskih kraljev, in Amasija je bila načeloma tisto mesto, kamor so poslali bodočega prestolonaslednika, recimo tistega, za katerega so verjeli, da ima največ možnosti, da bo postal sultan, da se je izobrazil. In mi vemo, da je Murad bil zelo vedoželjen, precej, tako bomo rekli, tudi aktiven, zelo rad je hodil na lov, streljal z lokom in kmalu, tudi z streljnim orožjem, torej puškami, mušketami in podobno. Edino, kar pravzaprav še ni imel, je seveda bil top. Ta je bil v povojih in v Muradovem času ga Turki še ne uporabljajo. Torej, v Amasiji se je marsikaj počelo, ampak s topovi še pa niso streljali. Tukaj lahko vidite izobraževanje bodočega sultana, ena lepa miniatura iz 16. stoletja in lahko vidite princa na konju, kako strelja gor v kroglo, ki je na enem takem drogu. Torej, gre za precej težko nalogo. Zakaj? Kot vidite, je na konju in konj dirja. Torej, je bilo treba iz neke točke, ki se je premikala, streljati in zadeti seveda tisto kroglo, ki ni nekaj hudo velikega. Torej, vemo, in tudi lahko vidimo tukaj te črte, to so puščice, da je Murad dosegel to. Zdaj, to je seveda nekaj, kar je bilo precej zastarelo. Torej, turški vojaki niso bili več neki nomadi, ki so tako streljali naokrog, pač pa so se borili v zelo urejenih formacijah, ampak Murad je mogel pokazati tem tradicionalnim krogom, da so te stare veščine še vedno nekaj, kar spoštuje, in to so seveda pri njem zelo, zelo cenili. Poglejte, prehod oblasti z enega sultana na drugega je bil del ceremonije, ki se je tokrat zgodila predzadnjič v mestu Odrin, Edirne po turško. In v tamkajšnji mošeji so sultanu Muradu II., ko je njegov oče umrl, predali meč. Tule jih imate sicer več in vsi so pripadali sultanom. Tale je najmlajši, najstarejši je pa ta in po tradiciji naj bi pripadal samemu Osmanu. Oni kronanja niso poznali, niti niso imeli kron, imeli so turbane, ki so bili večkrat okrašeni s čudovitimi dragulji, ampak niso pa poznali samega kronanja, pač pa predaja meča, kar je pomenilo, da je zdaj sultan tisti, ki mu je seveda naložena dvojna naloga, varovanja in širjenja države. Zdaj, Murad je to seveda vzel zelo, zelo zares, pri tem pa seveda ni šlo čisto vse gladko. Namreč njegov brat, princ Mustafa, je tudi imel svoje načrte, si je želel postati vladar in seveda pride do
vojne, do bratomorne vojne, v kateri Murad zmaga. Tukaj lahko vidite dva kovanca, princa Mustafe. Kaj to pomeni? To pomeni, da je seveda ta Mustafa se zelo zares šel, ustvaril je svoj, mi bi rekli, alternativni dvor, ustvaril je svoje finance in koval svoj lastni denar. Vemo, da kovanje denarja v Evropi in tudi v Osmanskem cesarstvu je pomenilo neko določeno suverenost. Vse skupaj ni dosti pomagalo, Murad je na koncu zmagal, svojega brata poslal na oni svet in samostojno zavladal državi. Zdaj, poglejte, ta državljanska vojna je potekala v seveda nekem obdobju, ko je Evropa kot ponavadi prepozno ugotovila, da bi bilo pa vendarle fajn, če bi izkoristila te notranje težave Osmanskega cesarstva. Tisti seveda, ki so imeli največ želja po takem, bom rekel, umešavanju, so bili najbližji vladarji in tukaj lahko vidite portret vlaškega kneza, Mirče I je bil, ki se je seveda umešal na strani princa Mustafe v državljansko vojno. To seveda ni bilo ravno pametno, predvsem iz dveh razlogov. Najprej, seveda, ker je Mustafa izgubil. Zdaj, če si na strani zmagovalca, ok, če si na strani poraženca, pa ne. Predvsem pa seveda Osmansko cesarstvo je bilo zdaj že tako trdno, da ne glede na to, kdo bi bil zmagovalec, bi seveda to pravzaprav v ničemer ne vplivalo na razvoj dogodkov. Torej, politika cesarstva je bila seveda zelo jasno zastavljena, treba je bilo seveda osvojiti Balkan. In verjetno, če bi Mustafa zmagal, bi seveda storil prav to, kar je Murad potem za njim, torej začel je osvajati balkanski polotok. In seveda ta poteza kneza Mirčeta I je sicer naletela na odobravanje po Evropi, ampak kaj več od ploskanja pa tudi ni bilo. Nihče se ni premaknil. So čakali, ampak seveda čakali in čakali, dokler ni bilo prepozno. Ampak še tega se niso zavedali, da je prepozno, pa to boste videli, naredili naši veljaki, tudi dobesedno naši, eno veliko neumnost. Do nje bomo kmalu prišli. Torej, gledajte, ko je Murad upravil za svojimi nasprotniki, se je seveda lotil obleganja Carigrada leta 1422. Murad je imel zelo jasno ambicijo zasesti to mesto, kar ni uspelo ne njegovemu očetu ali pa njegovemu dedu. Veliko generacij osmanskih vladarjev, sultanov je skušalo zasesti mesto, pa jim to ni uspelo. In kot veste, tudi Muradu ni uspelo. Pa ne zato, ker ne bi poskušal, pač pa enostavno je bil še prehitro. Pomeni, še ni bilo zadosti vojaške tehnike, ki bi bila kos temu slovitemu obzidju, ki ga imamo tukaj, pa okrog in okrog, pa še tule, kjer je Galata, oziroma takrat se je Pera imenovala. Torej, Murad je oblegal tako po obrokih, če smem reči, mesto, pa v končni fazi mu to ni uspelo. Tudi zato ker je tedanji vladar cesarstva bizantinskega vendarle uspel nabrati nekaj pomoči po Evropi. Tukaj vidimo Manuela II. Na levi strani, to je Manuel II., kako potuje po Evropi in seveda dobesedno moleduje za pomoč. Tukaj vidite, da je bil pri angleškem kralju, to je bil tedaj Henrik VI. Torej, tako daleč je šel na sever po pomoč.
nekaj krajcarjev je dobil, nekaj veliko več pa ne. In mi vemo, da se ob povratku Manuelovem proti domu zgodi ena strahovito sramotna stvar, namreč cesarja so pridržali, da ne rečem zaprli, ker ni mogel plačati prenočevanja v enem gostišču. Torej, cesar rimskega cesarstva, tak je bil njegov uradni naziv, ni imel denarja, da bi seveda plačal stroške za svojo, bomo rekli, prenočevanje. In to nam samo kaže, kako globoko je Bizanc bil. Poglejte, Murat torej ne zasede Konstantinopla in seveda se potem preusmeri drugam. Bil je dovolj pameten, da ni šel z glavo skozi zid, ker je bil pač ta pretrd dobesedno, pa zasede Solun. Solun kot drugo največje in pravzaprav še edino veliko mesto cesarstva je zdaj padlo v roke Osmanske države in ostalo približno 500 let, malo manj kot 500 let v rokah Osmanskega cesarstva. Mi ne bomo seveda tako dolgo šli po zgodovini, ampak vem, da nekateri ste bili letos pomladi z mano v severni Grčiji, ko smo po Solunu hodili in recimo turški revolucionar, prvi predsednik Turčije, Atatürk, se je rodil v Solunu. Takrat seveda je bil še turški, osmanski, ne pa seveda grški, kot je zdaj. Torej padec Soluna oziroma Tesalonikov, kot Grki pravijo, je bil udarec za Bizanc, hkrati seveda hud udarec za Evropo. Namreč Tesaloniki, tole morate vedeti, so zelo pomembno mesto v krščanskem pogledu in še danes, če greste po mestu, imate ogromno serijo starih cerkva in to, da so zdaj Osmani, muslimani zasedli to mesto, je z tega čisto psihološkega vidika bil res udarec za Evropo. Še najbolj seveda za cesarstvo, bizantinsko cesarstvo. Torej, zdaj seveda se je na Zahodu končno porodila ideja, da je treba nekaj narediti. Tista država, ki je bila tukaj, tako rekoč, prva, ki je zdaj začela ukrepati, je bila Madžarska. Madžarska, na čelu katere so se vrstili različni kralji, Luksemburžani so ravno zapustili prestol, za trenutek so prišli Habsburžani, ampak seveda njihovi interesi so ležali drugje. In tako se pojavi tale gospod, ki ga dobro poznamo, Janoš Hunjadi, transilvanski plemič, katerega seveda ozemlje je ležalo pravzaprav v neposredni bližini Osmanskega cesarstva in Janoš Hunjadi je začel novačiti vojake, pisati papežu, pa kraljem, kraljicam, cesarjem, knezom, vsem po vrsti, da je treba organizirati križarsko vojno proti Turkom. In seveda pri tem je bil kar uspešen, torej nabral je določeno število vojakov in leta 1444 prodrl proti mestu Varna. Varna je danes v Bolgariji, kot od nekdaj na obali Črnega morja. In seveda Hunjadi je imel v mislih, da bi po kopnem prodrli do Varne in jo uporabljali za seveda oporišče, kamor bi potem lahko prišle tuje ladje s pomočjo, recimo po Donavi ali pa tudi po morju. Boste rekli, kako po morju? Glejte, mi ne smemo pozabiti, vam bom kasneje tudi en zemljevid pokazal, kako zelo pravzaprav pomembna je v tem času bila
Dženovska država, ki je imela na Črnem morju ogromno število kolonij. In to ne le seveda zdaj v 15. stoletju, pač pa potem še tja v 16. stoletje. Torej, ideja je bila, bomo rekli, dobra, ampak izvedba je bila pa slaba. Torej, krščanski vitezi so se spopadli z Osmani, tukaj vidimo Hunjadija in pa Kristjane, tukaj pa vidimo Osmane. Sultan Murad, ki je seveda poveljeval svoje vojski, je bil zmagovit. Tukaj lahko vidite posledice bitke pri Varni, slika je z 19. stoletja in ima bolj malo, bomo rekel, povezave z realnim dogajanjem. Na tleh vidimo mrtvega konja in zraven mrtvega poljskega kralja Vladislava III. Tukaj vidimo pa sultana na konju, ki kaže proti Varni. Murad niti približno ni bil tak, bom rekel, belobrat starec, takrat, namreč star je bil tam še ne 40 let, torej v vsakem primeru je bil precej bolj čil, kot pa ga tule vidimo. Kakorkoli, bitka pri Varni je bila ena sama katastrofa. Tukaj lahko vidite, kako Murata na prestolu in pa pred njim leži obglavljen kralj Vladislav. Torej, gre za neko upodobitev turško, ki nam kaže vso moč tega vladarja. Torej, Murad je bil zdaj na vrhuncu svoje oblasti. In poglejte, ravno v tem trenutku mu je bilo vsega dovolj. Murad je bil veliki zmagovalec, kristjani so bili v Rasulu, na Madžarskem so Hunjadija postavili pred sodišče in ga obsodili na smrt. Ga niso potem usmrtili, ker če bi ga, potem on ne bi kasneje umoril Ulrika Celjskega. Torej, imamo te povezave, o katerih bomo še govorili. In v Turčiji je bilo pa veliko seveda takih, ki so trdili, da bi bilo treba zdaj kar iti že čez Donavo pa zasesti vse gor. Murad je bil pa bolj previden in ko so nekateri, predvsem tisti skrajno pobožni trdili, da se sultanu ne da zaradi tega, ker se preveč za ženske zanima, pa preveč za pijačo, rekel, dosti vas imam, in je vlado predal svojemu sinu, nasledniku, torej Mehmedu II. To je bila seveda poteza, ki je bila dobro preračunana in ki je imela, bom rekel, zelo, zelo pomembne, globoke posledice. Boste videli, kakšne. Poglejte, tukaj vidite ta dogodek, torej sultan Murad in novi sultan Mehmed. Zdaj, to je zelo zanimivo, tukaj imamo seveda Mehmeda kot bradatega mladeniča. Verjemite, da je bil golobrat, ker je bil še otrok, pravzaprav ni bil še niti polnoleten. In seveda, predstavljajte si, kaj se je zdaj zgodilo. Naenkrat imamo novega vladarja, ki je neizkušen, ki je mlad, sicer hudo ambiciozen fant, ampak vendarle manjkajo mu izkušnje. In država seveda se znajde v eni hudi situaciji, predvsem kdo je bil zdaj tisti, ki je najbolj hitro začel piti, da je treba Murata postaviti nazaj na prestol. Ja, to so bili janičarji. Janičarji, ki so vedno seveda želeli vojno in ki so rekli, ta golobradi, mlečno zobi mulc, ta nas pa že ne bo v vojno peljal. Janičarji bi mogli biti bolj pametni. Namreč, mladega princa so zelo slabo poznali. Namreč, ena od najbolj pomembnih lastnosti bodočega oziroma zdaj za nekaj časa aktualnega sultana je bila, da je imel fenomenalno dober spomin.
In seveda, da ni nikoli pozabil kakšne zamere. In to je bila zanj huda zamera. Videli bomo, kaj je storil, seveda, ko je prišel pravi čas. Torej, poglejte, janičarji nekako nekaj časa rovarijo, potem se pa uprejo. Leta 1446 se uprejo sultanu Mehmedu in seveda zahtevajo, da se Murad vrne iz, mi bi rekli, penziona. In Murad je skomignil, menda eno lepo pesmico napisal, kako so vsi užitki minljivi, in njegov sin je s stisnjenimi zobmi moral očetu vrniti oblast. Kot sem rekel, to seveda za tiste, ki so to povzročili, se ni dobro končalo. In seveda Murad je zdaj pač se vdal v usodo in vladal še nekje naslednjih 5-6 let, dokler ni umrl. Mehmed pa je seveda kuhal to zamero do janičarjev in jim potem, kot bi se temu reklo, milo za drago in z obrestmi vrnil. Poglejte, kot sem rekel, v tem času ima zelo pomembno vlogo v sredozemskem prostoru poleg Osmanskega cesarstva dejansko Genova. Poglejte, posesti ima tukaj, kjer bi človek pričakoval, torej na Ligurski obali, Korziki, Sardiniji in pa, poglejte, tukaj, en cel imperij. In poglejte, koliko mest pravzaprav je bilo tukaj okrog Genovskih. Genova je bila zaveznica Bizanca, hkrati je pa tako, bomo rekli, malo za ovinkom še s Turki sodelovala. Češ v smislu, kol se ne ve, kdo bo tisti, ki bo zmagal. Vidite, kako so genovske pomorske poti pravzaprav povezovale vse Sredozemlje, in Genova, ki, kot veste, gotovo je bila velika nasprotnica Benetk, je v tem trenutku igrala res eno zelo pomembno vlogo. Seveda, Benečani na drugi strani ravno tako. In dogodki, ki se bo zdaj zgodili, vsi ti vojaški spopadi, so hkrati spopadi med Osmanskim in Bizantinskim cesarstvom, islamom in krščanstvom in seveda tudi znotraj vsega tega med Benetkami in Genovo. Pri tem, da je seveda Genova bila znatno bolj pametna, kot pa so bile Benetke, in je iz vsega tega več iztržila, oziroma njene izgube niso bile tako hude, kot pa seveda so bile beneške. Poglejte, zadnje to obdobje ali pa drugo obdobje vladavine sultana Murata II. Je bilo v znamenju vojn v Albaniji. V Albaniji so se tamkajšnji poglavarji, plemiči združili okrog slovitega vojskovodje Georgija Kastriotija, imenovanega Skenderbeg. Skenderbeg je bil tako nekaj časa zaveznik Turkov, ta naziv Beg nam seveda pove, da je imel tudi na turškem dvoru nek položaj, potem pa je seveda spodbujen strani Neapeljskega kraljestva, papeža, pa seveda tudi Srbije in na drugi strani Ogrske se lotil upora. Ustanovil je neko povezavo albanskih plemen, tako imenovana zveza iz Las. Lase so eno mesto, ki leži malo dol južno od Skadra. Sem slišal, ste nekateri bili letos v Albaniji, torej med Skadrom pa Krujami, tam so nekje Laze. In zelo uspešno se Kastrioti zdaj bori proti Muratu. Murat pride, sicer večkrat premaga
Albance, ampak nikoli dokončno. Predvsem obleganje Kruj, torej prestolnice Skenderbegove, mu nikakor ni šlo od rok. Pa vemo, da osmanska vojska ni bila ravno majhna, po nekaterih ocenah je štela okrog 100.000 vojakov. Tule vidite grad, v Krujah, v zadju je pogled na Jonsko morje, no tukaj pa sloviti muzej, ki so ga v času Enverja Hodže zgradili in ki seveda pripoveduje zgodbo o junaškem odporu Albancev. Ta odpor je trajal točno tako dolgo, dokler je živel Skenderbeg, potem pa je seveda bilo vsega konec. Tukaj lahko rečemo potem, da gre za enega redkih trenutkov v zgodovini Evrope, na katerega recimo smo lahko zahodnjaki ponosni. Namreč, ko je Skenderbeg umrl, je neapeljski kralj ponudil vsem Albancem, ki bi si želeli, da se priselijo v njegovo kraljestvo. In dejansko se je v sredini 15. stoletja na tla današnje Kalabrije naselilo več kot 5.000 Albancev. Nekateri so šli gor naprej v Neapelj, recimo Skenderbegova družina, njegova žena, njegovi potomci, in so postali del neapeljskega plemstva in so še danes. Torej, Skenderbegovi potomci še danes živijo kot knezi nekdanjega neapeljskega kraljestva. Če pa boste šli v Kalabrijo, pa imate tam seveda številne vasi. Ena najbolj takih znanih, pravzaprav ne vasi, je že kar mesto, je San Demetrio, kjer živijo Albanci. Pa to niso Albanci, ki so tja prišli, bom rekel, po zlomu socializma, veste, so takrat na veliko bežali čez Jonsko morje, pač pa so to Albanci, ki so tam seveda že 550 ali pa še malo več let. In zanimivo, se večkrat tam že bil, na glavnem trgu stoji Skenderbegov spomenik, s to znamenito čelado in seveda tam se ni problem, bom rekel, pomeniti, če znate po albansko. Je pa to zelo, zelo stara albanščina, izpred 550 let. Torej, to je ena taka manjšina, ki še danes obstaja, in ki je potem tudi zelo pomagala seveda neapeljskemu kraljestvu, kadar se je bilo treba proti Osmanom boriti. No, zdaj pa seveda imamo tukaj za konec še poglavje iz zasebnega življenja sultana Murata II. Poglejte, kot se spodobi za sultana, je bil večkrat v zvezi z ženskami, rodilo se mu je precej otrok. Pri tem je treba pa takoj jasno povedati, da nobena od njegovih priležnic, poročen namreč ni bil, ni imela tako pomembne vloge, tako v sultanovem življenju, kot potem v življenju njegovega sina, naslednika, kot je bila tale gospa. Vem, da jo bolj slabo vidite, ker je pač freska v obupnem stanju. To je bila Mara Despina Hatun. To je njen turški naziv. Ta izraz, Hatun, pomeni, da je bila seveda priležnica sultanova, torej tista, ki je bila zelo blizu samemu vladarju. Mi jo bolj poznamo kot Maro Branković. Ona je bila Srbkinja. Ona je bila hči tedanjega srbskega despota, Jurija Brankovića, tistega, ki je Srbijo vodil potem po bitki na Kosovem polju. In kot velikokrat so tudi tedaj srbski vladarji sklenili, da morda pa sultan v harem dali kako svojo punco, da pa pol malo mir bil. No, mislim, da je bila to ena največjih napak v srbski zgodovini. Zakaj? Mara je to strahovito zamerila. Ni hotela iti v Turčijo.
In ko je prišla v sultanov harem, je takoj naredila revolucijo. Pospela se je nad vse ostale, pri tem, da ni postala muslimanka, ostala je pripadnica Srbske pravoslavne cerkve in sultanom ni imela nobenega otroka. Torej, njen položaj je bil izjemen. Mislim, da nikoli v zgodovini Osmanskega cesarstva ni bilo ženske, ki bi imela, glede na to, v kako pravzaprav šibkem, kako šibka je bila njena zveza sultanu, tako ogromne moči. Bila je pametna, bila je izobražena, zvita in seveda to, kar je zelo, zelo pomembno, je predvsem to, da je Mara se zdaj pravzaprav začela ukvarjati s politiko. Tukaj je treba povedati, da je delala seveda tudi in predvsem v sozvočju z željami svojega moža. Če se boste spomnili, smo prej govorili o Janošu Hunjadiju, torej človeku, ki je organiziral ta neuspešen križarski pohod leta 1444 in si lahko mislite, da Muratu nikakor ni bilo pri srcu, da ta še zmerom tlači zemljo, Janoš Hunjadi. Ampak tukaj je pa zdaj nastopila Mara, ki je imela sestro, ki je bilo ime Katarina. No, ta Katarina je imela moža, ki mu je bilo ime Ulrik II. Celjski. O tem smo mi govorili, ko smo bili pri celjskih grofih. In ti dve sestri sta se imeli strahotno radi. In sta si pisali. Ena je pisala iz Odrina, druga pa iz Celja, ali pa kjerkoli je že takrat bila. In to dopisovanje je imelo seveda posledice, ki so bile na eni strani usodne za Celjane, čeprav ni bilo nujno, da se to zgodi, na drugi strani pa seveda zelo, zelo koristne za Osmansko cesarstvo. Torej, preko teh gospa sta si dopisovala tudi oba, celjski grof in osmanski sultan. Imela sta skupnega sovražnika, Hunjadija. Ulrik, vemo, da mu je dišala kar kraljeva krona ogrske, zdaj Murat pa si je želel tudi razširiti, vsaj tja do Karpatov, če ne čez. In seveda po tistem starodavnem principu, sovražnik mojega sovražnika je moj prijatelj, so se Celjani in pa Osmani zelo, zelo dobro imeli. Vemo, da se je načrt pol sfižil, Hunjadi je ubil Ulrika in to je seveda pomenilo konec teh idej Celjanov, vemo, da je tudi konec dinastije in tako naprej, ampak vse skupaj vendarle pa za Osmane sploh ni bilo tako slabo. Namreč Mara, ne samo, da je preživela svojega soproga, ki je umrl 1451, pač pa jo je čakal še večji vzpon, kot ga je že itak doživela. Poglejte, rekel sem, leta 1451 umre sultan Murad II., pokopali so ga v Odrinu, v mošeji, ki jo je dal sam zgraditi, in zdaj je dokončno zavladal njegov sin. Tukaj vidimo to dveletno obdobje, vidimo 12 let je bil star, ko je zavladal, in 14, ko so ga vrgli s prestola, no, zdaj je bil star pa 19 let, ko je prišel na oblast. Dokončno, za 30 let. Tukaj lahko vidite portret, ki se seveda močno razlikuje od tega, kar smo doslej gledali. Namreč Mehmed II. Je bil izjemna figura, torej Fatih sultan Mehmed, osvajalec, eden najbolj priljubljenih sultanov v
zgodovini, tudi sodobni zgodovini Turčije. Mi vsi mislimo, da Turki grozno Sulejmana cenijo zaradi te nadaljevanke. Ampak ta nadaljevanka je bila narejena za nas, zahodnjake, da nas z raznimi pravljicami fopajo. Hočete dokaz, katera dva sultana Turki najbolj cenijo? Ozrite se na zemljevid Bosporja, čez katerega peljejo 3 mostovi. Eden se imenuje enostavno Bosporski most. Drugi se imenuje most Mehmeda II. Tretji most Selima I. To sta bila sultana, ki sta bila največja osvajalca. In ta dva sultana je seveda posebej povzdignil aktualni sultan in številne spomenike ima postavil, mostove in tako naprej. Torej gre za seveda čisto drugačno podobo v očeh sodobnih Turkov in tudi seveda nekoč osmanskih Turkov o teh dveh vladarjih. Glejte, če govorimo o Mehmedu II., je treba povedati, da je bil genij. Genij v dobrem in slabem. Zdaj, z vidika krščanstva, z vidika Evrope, je bil Mehmed seveda hudič, poosebljen hudič, drugače bi ga tudi težko opisali skozi vidik krščanstva, Zahoda. Če pa seveda ga ocenimo tako, recimo nepristransko, pa lahko rečemo, da je bil res izjemen človek, v dobrem in slabem. Bil je učenjak, bil je politik, bil je vojskovodja, bil je reformator, bil je na eni strani lahko zelo krut, na drugi strani pa zelo blag, da ne rečem zmeren v svoji politiki. In to je seveda nekaj, kar če damo tako pod črto, kar je seveda ga naredilo za izredno uspešnega. Mi bi lahko rekli, da je bil pravi človek v pravem času na pravem mestu. Pa to ni seveda bilo samo po sebi umevno. Namreč, ko je se zgodilo leto 1451, ko je Mehmed II. Postal sultan, vemo, da je bilo to drugič. In njegova pravzaprav podoba v očeh ljudstva, v očeh vojske je bila vse prej kot rožnata. Vsi so še spominjali tega pravzaprav neukega in seveda na nek način nesposobnega in predvsem nepripravljenega mladeniča, ki je 2 leti vodil državo. Ampak kaj se je vmes v teh 5 letih dogajalo z njim, to so pa prezrli. In tisti, ki so to prezrli in ki tega niso hoteli videti, so drago plačali, kar v glavnem za svojim življenjem. Glejte, takšno je bilo Osmansko cesarstvo, ko je Mehmed zasedel prestol. Torej, velika država, čez 2 celini, in glavni cilj Mehmeda II. Je bil en sam, zasest Bizantinsko cesarstvo, ki se je takrat tule raztezalo od Nasebarja v današnji Bolgariji pa do Konstantinopla in pa tukaj seveda nekaj še Peloponeza. Torej, Mehmed je bil ambiciozen. Dejstvo, da so ga par let prej, tako kot otroka poslali spat dol z prestola, tega ni pozabil. In ta jeza in hkrati seveda ambicija ga je popolnoma spremenila. Torej, 19-letni mladenič, ki je zdaj postal turški vladar, je vedel, kaj hoče in je tudi vedel, kako to doseči. Zdaj, kaj se je vmes zgodilo? Glejte, če se tako malo poetično izrazim, Mehmedu se je zgodila Mara. Namreč Mara je še prej, zdaj v tem obdobju 5 let pa še toliko bolj, zelo pametno ugotovila,
da v Mehmedu tiči zelo velik vladar. In ga je na nek način posvojila. Mara ni imela svojih otrok. Mehmedova mama je pomrla, ko je bil fant še otrok. Torej bil je, mi bi rekli, en revček. Oče se ni dosti za njega brigal, niti ni bilo v navadi. Mara ga je pa zavzela k sebi. In rekli smo, Mara je bila zelo, zelo brihtna ženska, izobražena in vse to je seveda prelila v tega princa. In to z velikim uspehom. Treba je reči, da Mehmed skozi vso svoje življenje velja za enega tistih sultanov, ki ga je bilo najtežje seveda v kaj prepričati. Torej, Mehmed je bil znan po tem, da je imel veliko število ljubic, menda še več ljubčkov, ampak prav nihče ni vplival nanj. Vsi so vedeli, da to, kar sultan se odloči in da se bo odločil popolnoma sam. Edina oseba v vesoljni državi, ki je seveda pa imela dostop do sultana in je lahko seveda ga v kaj prepričala, je bila Mara. Mara, ki je poskrbela, da je fant postal krepak, močan, zelo, zelo vešč vojskovanja, še bolj pa, če smemo reči tako, posodobno, je nabildala njegove možgane. Mehmed je govoril italijansko, srbsko, grško, arabsko, perzijsko, hebrejsko, pa seveda tudi turško. Pisal je pesmi, politične razprave, teološke razprave, filozofijo. Menda je zelo lepo pel, praktično je ni bilo stvari, ki je ne bi znal. Mi bi ga lahko zelo enostavno primerjali z raznimi renesančnimi knezi tedanje Italije, smo zdaj v sredini 15. stoletja, in bi seveda mu lahko rekli uomo univerzale. In to je dejansko tudi bil. Njemu res ni bilo težko zavladati zdaj in seveda vladati uspešno 30 let. No in zanimivo, kot veste, kmalu potem, ko Mehmed postane sultan, Mara postane njegova tako rekoč glavna svetovalka in tukaj ga vidimo kot princa, tukaj pa seveda vidimo Maniso, torej kraj, kjer je Mehmed kot princ vladal. In Mara je bila ob njem. To je bila naloga sicer prinčeve matere, ampak seveda, ker je ni imel, je to naredila Mara. Vmes postane Katarina Brankovič vdova. Ulrika umorijo in Katarina pride dol. Zanimivo je, da je seveda princ in sultan Mehmed to bivšo celjsko grofico ravno tako sprejel k sebi. In tukaj lahko vidimo pismo z Mehmedovim podpisom, ki ga je pisal Mari. In v vseh uradnih dokumentih, v katerih se Mara pojavlja, jo sultan imenuje mati Mara. On jo je imel za svojo mater. In tako Mara kot Katarina sta potem živeli še desetletja, celo preživeli sultana in dejansko bili edini, ki sta v državi poleg sultana imeli neko besedo, seveda preko njega. In ti dve ženski sta imeli krasen dvor v Bursi, kar je bilo seveda zelo pametno. Nista hoteli biti preveč na očeh, tam sta se imeli zelo fajn in ves čas je bila korespondenca med njima in pa sultanom. Nekaj se je ohranilo, tule vidite sultanov podpis, Torgo. Poglejte, kaj si je Mehmed želel? Zasesti Carigrad. Zaradi tega, ker tega še pač nobenemu od njegovih prednikov ni uspelo in je želel pokazati, da kljub temu, da je star 19 let, da je to zmožen. In prvo obdobje, od leta 51 do leta 53, je seveda
obdobje priprav. Zdaj, Bizantinsko cesarstvo je bilo, poglejte, tole in pa tole. To seveda ni vredno imena cesarstvo, ampak vsi so priznavali bizantinskemu vladarju ta naziv, vključno z samimi seveda Osmani. Poglejte, Mehmed se je potem vendarle odločil, da bo šel v napad. To se je zgodilo spomladi 1453. Zdaj seveda nam se takoj pokaže, kako pretkan človek je bil Mehmed, kako zelo izobražen je bil. Namreč Mehmed je tako dolgo čakal na ta napad iz enega samega razloga. Želel je imeti dobro artilerijo. In na tej sliki, mislim, da je to tudi plakat, ki vabi na ta predavanja, vidite to glavno orožje, topove. In tukaj vidimo Mehmeda na čelu vojske janičarjev, ki pride pred Konstantinopel. In spomladi se vse skupaj začelo. Ampak Mehmedu se ravno ni mudilo kam. Najprej je naredil tole, rumeli hisarlik, mi bi rekli evropska trdnjava ali pa trdnjava na rimski strani. Gre za trdnjavo, katere namen je bil seveda zapreti Bospor, da Genovežani ne bi iz Črnega morja mogli pluti not proti Zlatemu rogu in pomagati Bizantincem. Potem pa seveda se je začelo najprej pogajanje. V skladu z islamskimi pravili je Mehmed cesarju Konstantinu 11., napačno sem napisal 9., Konstantin 11. je bil, seveda poslal mirovno ponudbo, ki je od njega zahtevala, da zapusti Carigrad in se preseli na Pelopones, ki je bil še vedno bizantinski. Konstantin je seveda zavrnil to in to z besedami, češ da ni v njegovi moči, da seveda stori nekaj, kar bi bilo v popolnem nasprotju z tradicijo cesarstva, ki je staro več kot 1000 let. In potem se je začela vojna. Zdaj, zakaj sem napisal marmorni cesar? Poglejte, Konstantin seveda umre med obleganjem. Točno kako se ne ve, ampak Grki verjamejo, nekateri še celo zelo verjamejo, da v bistvu ni umrl, da so ga rešili angeli in da zdaj biva v neki votlini pod Konstantinoplom in da ko bo prišel čas, bo vstal in seveda Konstantinopel bo spet grški. Kralj Matjaž pa še razni podobni, so seveda tukaj njegovi bratje v tej legendi. Naslednjič vam bom prinesel eno glasbo. Namreč za Grke, tudi sodobne Grke, je ta zadnji bizantinski cesar ne samo svetnik pa mučenec, pač pa seveda pravi heroj. In še zdaj, v 21. stoletju mu posvečajo take veličastne skladbe, bomo poslušali naslednjič. Torej, obzidje Konstantinopla je bilo seveda izjemno, ampak staro 1000 let in ni bilo grajeno za seveda obrambo pred artilerijo. Tukaj lahko vidite, kako je Mehmed sprožil napad. Torej, ladje je dal prenesti sem in seveda s tem napadel to obzidje. Kopenska vojska pa je bila z vseh teh strani, pri tem, da seveda glavni napad je šel sem, proti vratom svetega Romana, kjer se je boril tudi Konstantin 11. Poglejte, ko se je napad začel, je seveda Mehmed pokazal, da je bil to, kar bi mi v jeziku naših južnih bratov rekli, zelo pamtilo. Ni
pozabil na tiste janičarje, ki so se mu uprli. On jih je poslal v prve vrste, kar je pomenilo, da bodo seveda junaške smrti umrli, predvsem pa umrli. In menda se samo peščica tistih upornikov vendarle, potem še držala na nogah, ko je enkrat mesto padlo, pa še tisti so bili potem kmalu na tak ali drugačen način poslani za svojimi prijatelji, ki so bili že mrtvi. Torej, Mehmed ni pozabil žalitev. In seveda tukajle, zdaj pa imamo top, ki naj bi razbil obzidje, in da ne boste se zdaj čudili, tisti, ki je to polil, mu je bilo ime Orban. Torej, ni bil Viktor, sigurno ne, bil pa je Madžar, to pa ni dvoma. Orban je naredil ta top, ki ga danes hranijo v Carigradu, sestavljen je iz 2 delov, bronast je, in ta top je seveda streljal gromozanske krogle, torej res težke, katerim seveda obzidje ni bilo kos. In Carigrad je potem v maju leta 1953 padel. Tukaj lahko vidite eno pravzaprav upodobitev sultana tukaj spodaj in pa Carigrad tukaj. Taka zelo barvita, seveda krščanska upodobitev. Še ena upodobitev obleganja mesta, še ena na eni freski v enem od moldavskih samostanov, torej obleganje in pa padec Carigrada je seveda bilo nekaj, kar se je pomnilo desetletja, stoletja, generacija in generacije so to premlevale. To je vendarle bil eden najhujših udarcev Evropi sploh v vsej zgodovini. Kakorkoli že, Mehmed je po nekaj mesecih zasedel mesto, tukaj ga vidimo, kako koraka v Carigrad. Mehmed je dovolil svojim vojakom, da so 3 dni plenili po mestu, je pa pri tem seveda izdal odlok, da ne smejo uničevati nobenih zgradb. Po 3 dneh je bila zadeva končana. In zdaj je Mehmed seveda obrnil ploščo. Mehmed se je zavedal, da so njegovi vojaki v glavnem seveda nevajeni življenja v mestu, in da če je želel seveda vladati mestu, kot je bilo to, je seveda rabil v prvi vrsti meščane. In zdaj Mehmed seveda globoko segel v lasten žep in iz ujetništva svojih vojakov odkupil vse sužnje, torej tiste meščane Carigrada, ki so postali zdaj sužnji njegovih vojakov. Mehmed je dal vojakom denar, v zameno je dobil pa nazaj meščane. Okrog 50 000 ljudi je kupil suženjstva. In jim dal seveda pravice. Od veroizpovedi do seveda raznih drugih ugodnostih, samo zato, da so seveda ostali v mestu in še naprej delali to, kar so delali. Ker je pač vedel, rabim obrtnike, rabim trgovce, rabim to, drugo, tretje, in seveda to ne zraste. Predvsem pa tradicija nekega meščanskega življenja ne zraste kar tako čez noč. In sultan je rekel, moji novi podložniki, v bistvu se vam ne bo kaj spremenilo, samo seveda oblast morate spoštovati. In verjemite, da so prebivalci Konstantinopla sila radi zdaj bili pod sultanom. Zdaj tukajle imamo eno zelo zanimivo sliko, en portret, ki ga je naslikal en beneški slikar. Namreč, kadar se sultan ni ravno z Benetkami vojskoval, je kupoval beneške slike in seveda tudi vabil na svoj dvor evropske umetnike. Gre za zelo zanimiv portret. Na desni strani lahko prepoznate sultana Mehmeda II. Oseba na levi strani je pa sila zanimiva oseba. To je bizantinski princ Tomaž, paleolog, nečak zadnjega cesarja, ki ne samo, da ga je sultan pomilostil oziroma mu prizanesel, pač pa ga je celo vzel k sebi. Postal je musliman, vidite, Has Murat, in je postal Mehmedov ljubimec.
Mehmed je imel zelo veliko zvez z moškimi, kar pa pravzaprav nikogar ni motilo. To pa je ravno zaradi tega, ker noben od njegovih ljubimcev ni imel prav nobenega političnega vpliva. In glede na to, da je bil sultan pobožen, glede na to, da je bil uspešen, se prav noben ni v to obregnil. Podobno potem Priselimu prvemu. In recimo, če smo pri Sulejmanu, do katerega seveda bomo prišli, njegov glavni greh je bil ta, da je pač preveč padel pod vpliv svoje Rokselane, pod vpliv Hürrem Sultan. Mehmed pa ne glede na to, s kom, kolikrat in kako, ni niti približno dovolj, da bi kdo na njega vplival. In to je bilo seveda z političnega vidika odlično. Po drugi strani pa seveda je Mehmed s tem sem pokazal, da kakršnekoli so že njegove slabosti in pregrehe, da seveda zasebno loči od javnega. In v očeh seveda tudi verskih dostojanstvenikov je bil to seveda zadosten razlog, da so ga tudi oni zelo cenili in podpirali. No, tukaj imamo pa Mesijah Pašo, to je bil pa brat tega princa, torej tudi princ iz dinastije Paleologov, ki je pa celo postal Beglerbek Rumelije, torej je vladal evropskem modelu turškega cesarstva. Zanimivo. Torej, Mehmed ni bil maščevalen, torej bivša dinastija Paleologov je seveda še živela naprej, samo da so postali muslimani. Morda samo kot zanimivost, ne vem, če sem to govoril, ko smo bili v Rusiji, v narekovajih, nažalost, fizično, nikoli nismo do tja prišli, ampak sestra teh dveh fantov se je pa poročila z ruskim carjem Ivanom III, Zoe Paleologova. In od takrat naprej so se ruski vladari carji imenovali, češ nasledniki bizantinskih cesarjev. Torej, taka zelo zanimiva zgodba, ali pa če hočete konec te zadnje bizantinske dinastije. No, tukaj pa seveda smo zdaj pri dogodku, ki je še kako pomemben. Mehmed je tretji dan, potem ko je zasedel mesto, dal k sebi poklicati meniha Genadija, ga je imenoval za patriarha, pravoslavnega seveda, in mu podelil oblast nad vsemi pravoslavnimi kristjani v cesarstvu. Posneje se je omejila ta oblast na Grke, in kot veste še danes, je carigrajski patriarh prvi patriarh med pravoslavnimi patriarhi. In to je seveda dejstvo. Zdaj, zakaj tako? Mehmed, kot sem rekel, je bil versko strpen. Mnogi zgodovinarji, tisti, ki so se posebej poglobili v njegov značaj in pa tudi njegovo vedenje in vladanje, celo pravijo, da je bil ateist. Da mu je bilo čisto vseeno, kjera vera je človeka, je Juda, je katoličana, je musliman ali pravoslavn, važno je, da mu ni škode delal, ostalo je bilo pa za njega nepomembno. In tako, to je seveda zelo pomembno, namreč s temi koncesijami, ki so jih zdaj dobili Grki, se razume, seveda pravoslavje obstalo v Grčiji, Srbiji, kasneje tudi na Vlaškem, v Moldaviji, seveda Bolgariji, ravno tako, in pravoslavje na Balkanu je še danes, kot vemo, zelo prisotno. Če bi bili Turki taki, kot jih mi večkrat so jih nam naslikali skozi zgodovino, ki smo jo slišali po šolah, potem verjemite mi, da ne bi bilo več pravoslavnih prebivalcev na področju Balkana, da bi bili še v Rusiji pa v Ukrajini, ne pa na Balkanu. In tudi te krasne cerkve, ki jih imamo na Kosovo pa v Srbiji, bi ne stale več, ali pa v Grčiji, konec koncev ravno tako. Torej, to je seveda ena tudi zelo pomembna točka. Na eni strani bomo rekli, Mehmed je bil plemenit, na drugi strani je bil pa seveda zelo preračunljiv. Namreč v skladu z tradicijo je prebivalstvo, ki je bilo muslimansko, plačevalo nižje davke kot pa krščansko prebivalstvo ali pa judovsko. In seveda Mehmed, ki je bil pameten vladar,
je želel imeti seveda čim več kristjanov, da bo čim več davkov. Torej, na koncu se vse pri denarju konča oziroma začne, kakor obrnemo. In zato Mehmed sploh ni posebej želel spreobračati zdaj svoje nove podanike in še 2 generaciji sultanov je veljalo, da je v cesarstvu več kristjanov kot pa muslimanov. Torej, to je taka zelo, zelo zanimiva zgodba. Poglejte, tukaj imamo še eno zahodno sliko, baročno, ki nam kaže Mehmeda in Genadija, torej kako Mehmed imenuje tega meniha za patriarha. Vidimo, da so pravzaprav ti slikarji bolj malo vedeli, kako so oblečeni tako pravoslavni duhovniki kot pa turški sultani, ampak pustimo stati. Zgodba je tista, ki je pomembna. No, tukaj vidite Genadija na eni pravoslavni freski v enem samostanu z grškim napisom. Torej, od takrat pa do danes so seveda carigrajski patriarhi formalno na čelu vseh pravoslavnih cerkva. Torej, samo v smislu prvega med enakimi. Aktualni patriarh carigrajski nima recimo nobene moči v Srbiji ali pa v Rusiji ali pa v Bolgariji. No, tukaj zdaj vidimo seveda Carigrad, malo potem, ko ga je zasedel Mehmed. In tukaj nastane recimo potem nova palača, torej Topkapi. Stara cesarska palača je bila tule, torej tukaj imamo Ajo Sofijo, potem pa številne druge zgradbe, recimo tukaj je potem nastala palača Dolmah-Bače in mesto seveda v osnovi zadrži svojo podobo, samo da seveda se mnoge zgradbe spremenijo, torej po namembnosti, predvsem cerkve v mošeje. No, najbolj zanimiva je pa seveda pravzaprav usoda, tu imamo pa tale kompleks, tukaj je Fatihova mošeja, torej Mehmedova mošeja. Mehmed je dal mošejo postaviti na točki, ki je bila zelo pomembna. Namreč v Konstantinoplu je nekoč tam stala cerkev svetih apostolov, kjer je bila grobnica bizantinskih cesarjev. To cerkev so uničili križarji, torej ko so prišli Osmani v mesto, je že ni bilo več. In točno na tiste mesto je dal seveda Mehmed postaviti mošejo in tudi svoj grob. In je tam tudi še danes pokopan. Torej, želel je na vsak način biti novi rimski cesar in se je tudi za takega razglasil. To je seveda stvar, na katero nikakor ne smemo pozabiti. No, tukaj vidite palačo Topkapi, kakršna je danes, seveda v Mehmedovem času je bila mnogo manjša. Tule sprednji del, se imeti bi kupola, to je harem, v zadnji so pa bolj administrativna dela. Torej, zdaj se je seveda Mehmed malo spočil, nekaj let je trajalo in zdaj se loti naslednjih osvajanj. In prva, če hočete, jedilnem listu je bila Srbija, ki je vladal Đurađ Branković, torej jasno, brat matere Mare, ki ni niti s prstom mignila, ko je njen ljubi Mehmed šel nad Srbe in Srbija je padla. Leta 56, torej 1456, pade Smederevo, torej glavno mesto, in seveda s tem je bilo konec. Vmes se je Mehmed lotil napada na Rodos, tam so živeli, danes jim pravimo malteški vitezi, takrat so bili rodoški vitezi. In ni uspel. Torej, malteški vitezi so ostali na otoku še nekaj časa, še 70 let, šele potem Sulejman jih je od tam prignal. Zakaj? Seveda so bili tak trn v peti Mehmedu. Mehmed je želel imeti zavarovan hrbet, ko se bo lotil Evrope. Mehmed napade Beograd, potem ko je seveda zasedel Smederevo, ampak ga tudi ne osvoji. Zanimivo je, če gledate, vidite, da je tudi ta trdnjava, torej Kalemegdan, če si seveda predstavljamo to
res bela, torej beli grad, dobesedno je beli na tej sliki. No, tule vidimo vhod v beograjsko trdnjavo in seveda en portret Mehmeda, ki pa ni realističen. Naslikal ga je Veronese, potem ko je bil Mehmed že 100 let mrtev. Namreč mi imamo realen portret tega sultana, ki je mnogo bolj kvaliteten. Poglejte, ko se sultan pač znebi Srbije, napade Trabzonsko cesarstvo. To je ostanek bizantinskega cesarstva, tu je mesto Trabzunt in vidite obale Črnega morja, Krima, to je bilo to cesarstvo. Tu so vladali Komneni, ena od prejšnjih bizantinskih dinastij, in tukaj jih vidimo, torej zadnji Komneni in tukaj zasedba Trabzunta 1460. leta in pa Cirkus Svete Sofije še danes stoji. Zanimivo je, da v Trabzuntu seveda cerkva v glavnem niso uničevali, jih niso spreminjali v mošeje, tako da jih je precej ostalo do danes, so pa potem seveda mošeje na novo gradili. Potem seveda je tukaj še ostanek cesarstva bizantinskega na Peloponezu, tako imenovano despotstvo Moreja z Mistro kot glavnim mestom. Tudi to zdaj pade. Del, vidite to Nauplion, Modon, to so pa točke, ki so jih Benečani imeli in to še kar nekaj časa. Potem pa seveda se Mehmed loti napada na Vlaško, torej mi bi rekli današnji del Romunija, med Karpati in pa Donavo na jugu. No, tu Mehmed naleti na nasprotnika, ki je ga prekašal, vsaj na enem področju. To je področje okrutnosti. Namreč, to, kar vidite tukaj, je seveda zelo, zelo zanimiv dogodek. Mehmed je svojo vojsko prodrl na Vlaško, Vlahi pa so jih napadli po noči, ko so Turki spali. In Mehmed je komaj odnesel glavo na ramenih. In se je seveda potem še kako zelo maščeval. Zdaj, kdo je bil ta, ki je Mehmedu sive lase povzročal? Tale gospod, Vlad III. Drakula. Torej, knez Vlaške, lepo prosim, ne Transilvanije. On se je sicer rodil v Transilvaniji, ampak njegov oče je bil knez Vlaške ali pa vojvoda Vlaške in tudi Vlad III. Je bil seveda vlaški vladar. To, kar si je potem Bram Stoker izmislil, je pač fikcija in nima veze z originalom. Zakaj Drakula? Drakulja pomeni mali zmaj ali pa zmajček. Namreč njegov oče in tudi sin sta bila člana viteškega reda Zmaja, ki ga je ustanovil Sigismund Luksemburški. Tudi naši celjski grofje so bili člani tega viteškega reda. Vsekakor zanimivo. In Vlad III. Je znan predvsem po tem, da je bil strahovito krut vladar in da je v tej bitki pri Trgovištu po noči, ko je zajel precej Turkov, je dal vse na kol nasaditi. Torej, bil je res krvav, ampak verjemite, da krvi ni pil, pač pa je pa precej prelil. Najbrž, če bi procentualno gledali več kot pa Mehmed, pa tudi Mehmed ni bil ravno, bom rekel, prijazen človek. Poglejte, kot sem rekel, Mehmed, kadar se ne vojskuje z Zahodom, z njim sodeluje. In tukaj imate prečudovito medaljo, ki nam kaže Mehmeda v naravni podobi, torej tam proti koncu njegove vlade in vidimo njegove obrazne poteze. V glavnem beneški umetniki so bili tisti, ki so Mehmeda upodabljali. No, tu smo pa zdaj seveda pri čevapčičih. Glejte, leta 1463 je Mehmed zasedel Bosno
in tam naletel seveda na eno čudno podobo. Namreč na katoliško prebivalstvo, ki je živelo pod duhovnim vodstvom frančiškanov. In Mehmeda so se vsi bali, frančiškani pa ne. Njihov glavni je prišel pred sultana in sicer zelo spoštljivo, pa vendarle odločno zahteval ali pa prosil za sultanovo zaščito. In sultanu je bilo to všeč. Končno nekdo, ki se ni podelal v hlače, ko ga je videl. In tako je sultan izdal ferman. Tukaj ga vidite. Ferman je najvišji državni akt. Višje rangiranega zakona ni bilo. In v tem, to bo zdaj malo bolj, to bo prosto po Mehmedu, je zapisal tako, mi, Mehmed, sultan in cesar in tako naprej, v svojem imenu in, to je zelo pomembno, imenu mojih naslednikov, bosanskim frančiškanom jamčimo svobodo veroizpovedi, njihovo premoženje, hkrati pa jamčimo svobodno veroizpoved in premoženje vsem, ki obiskujejo njihove cerkve, torej vsem katoličanom. In to je prvi zakon, ki ga je kakšna država sprejela kot zakon o verski zaščiti. Danes je kopija tega fermana v Združenih narodih. Original hranijo v knjižnici v Carigradu, medtem ko seveda kopija pa kot prvi tak zakon v svetovni zgodovini v Združenih narodih. In frančiškani in katoličani so se v Bosni ohranili do danes. To vemo. Poglejte, Pisanello nam je tukaj upodobil sultana, taka zelo moderna, renesančna upodobitev. Tukaj pa vidimo Mehmeda, kako odpotuje na sever, na Krim, kjer je pomagal krimskim Tatarom v boju proti Rusom. Kot sami vidite, enostavno ni imel miru. Pa je bil tu, pa je bil tam, tudi v Mali Aziji, ampak to je za nas malo manj pomembno. Dejstvo je, da se je ves čas boril, ves čas je bil v sedlu in vmes, kolikor je imel časa, je pa zakone sprejemal, ki so bili seveda praktično vsi po vrsti zelo, zelo pametno zasnovani. Poglejte, 5 let, preden da je umrl, se je lotil vojne z Moldavijo, ki je takrat vladal knez Štefan Modri, včasih tudi Štefan Veliki, zelo uspešen, prebrisan vladar, ki ga Mehmed ni premagal. Štefan je bil dovolj pameten, da je se poklonil sultanu, rekel, ti si glavni, in nekaj plačeval, nekaj davka, in seveda sultan je bil pa tudi vesel. Namreč, kaj je bila alternativa temu? Dolga vojna, v katero bi se verjetno slej ko prej vklopila Madžarska, pa še Poljska. Obe dve državi sta bili pomembni, še vedno takrat, in seveda Mehmed je pametno zračunal, da je boljše, da se z Moldavci malo pobota in sicer pride tu pa tam do kakšne vojne, ampak nič tako tragičnega. Glejte, leta 1478 je Mehmed zasedel Skadar. Torej, Skadar danes je albanski, takrat je bil pa beneški. Tisti, ki ste bili v Skadru, veste, da je nad mestom ena ogromna trdnjava, tako da je lep razgled na Skadarsko jezero. No, tukaj pravzaprav vidimo napad na to trdnjavo, ki je padla. S tem je bilo tudi konec vojne med Benetkami in pa Turki, ki je trajalo od padca Konstantinopla naprej. In Benečani so seveda plačali hud davek, finančen seveda, da so lahko zdaj v miru živeli in trgovali z sultanom. No, posledica tega mirovnega sporazuma je pa ta prečudovit portret. Slikar Gentile Bellini je na
sultanovo povabilo, z dovoljenjem seveda beneškega doža, prišel v Carigrad in portretiral sultana. Lahko vidimo 6 kraljestev, pol na azijski strani, pol na evropski, in tukaj vidimo sultana, ki sicer ni bil tako zelo star, je pa že bil bolan. Od nastanka tega portreta je trajalo potem še 2 leti, da je Mehmed potem umrl naravne smrti. Poglejte, imamo značilno renesančno upodobitev, torej nek okvir, potem tako kot en okenski okvir, not pa vladarja v škrlatu in pa tem lepem krznu s turbanom. Portret tako, ni čisti profil, pač pa je, bom rekel, tako dvotretinski profil. Sultan deluje mirno, zamišljeno, vidimo ta nos oster, ko en kljun, pravijo nos ptice, roparice, kakorkoli že, ko je sultan portret videl, je bil presrečen. Torej, Belinja je nagradil in če bi se dalo, bi ga najbrž kar zadržal na svojem dvoru. Nastane še en portret, ki pa, bom rekel, se je potem izgubil. Torej, tudi zdaj, ko seveda se Osmansko cesarstvo z Benečani, ali pa morda prav zdaj, ko se z Benečani pomirijo, se sultan odloči za nekaj neverjetnega. V Skadru, oziroma bolje rečeno v Draču, zbere ladjevje in ga pošle 70 km čez Otrantska vrata v mesto Otranto v Italiji, na peti italijanskega škorna, in ga zasede. Pri tem pade veliko ljudi, to so tako imenovani otrantski mučenci, vidite njihova okostja zložena v tamkajšnji stolnici, en tak precej grozljiv opomin na to, kar se je dogajalo. Torej, piše se leto 1479 in nekateri so že videli konec zahoda. Sultan je stal na tleh Italije, neapeljski kralj je bil čisti sebe, pape še malo bolj, in v tem trenutku je Italija bila končno za kratek čas pripravljena se povezati, reagirati na to in seveda pripravlja se nek kontranapad. Poglejte, če smem tako reči, na srečo za Italijo do tega ni prišlo. Sultan je umrl. Po 30 letih vlade je Mehmed II. Umrl. Prej si je dal zgraditi to čudovito mošejo, kje je dobil navdih, sploh ni treba razmišljati, to je seveda Aja Sofija, ki jo apropo lahko tule zadaj vidite. In to je prva taka mošeja. Potem se ta oblika mošeje razširi po vsem cesarstvu, če hočete do Sarajeva, celo na današnjo Madžarsko, pa vse dol do Egipta, kasneje seveda zdaj pod Mehmedom. In seveda ta mošeja še danes sodi med najlepše, najbolj veličastne, kar jih je v Carigradu, in tukaj v paviljonu zraven je tudi Mehmedov grob. Za Turke seveda romarska točka. Torej, Turki vključno z politiki, še posebej seveda z aktualnim predsednikom, zelo pogosto pridejo se klanjati sem Mehmedu, kot tudi Selimu, potem in seveda za njih je to ena najbolj svetih točk. Ne v tem verskem smislu svetih, pač pa seveda v političnem smislu. In seveda z smrtjo Mehmeda II. Je treba reči, da je država seveda doživela enega od svojih vrhuncev. In mi bomo naslednjič se skupaj pravzaprav seveda najprej vprašali, ali je sploh bilo mogoče naslediti takega vladarja. Torej,
sin in naslednik Mehmeda II., Bajazid II., je v primerjavi z očetom in pa potem tudi sinom sila bled vladar. Ampak bled seveda samo zato, ker enostavno ne mogel zasijati pri takem predniku in potem tudi nasledniku. Sicer pa ni bil slab vladar, ne karakterno, še manj pa tudi potem, kar je uspel. Ampak zato bomo počakali na naslednji mesec. Torej po prvonovembrskih praznikih, po krompirjevih počitnicah se vidimo, takrat pa spet v torek. Da ne bo kdo na ponedeljek tukaj čakal. Hvala lepa. Ne bom rekel vesele praznike, ker niso veseli, ampak vsekakor lepo jih preživite, pa se potem vidimo. Hvala.